Lep dober večer, evo nas pa smo ponovno skupaj. Vsem skupaj želim en čudovit večer, pri nas je svež v Mariboru in sicer se pravkar ulilo, ampak vseeno je moj najljubši kotiček tukaj na balkonu. Irena Krajša je moje ime, sem mentorica pri ustvarjanju dolgotrajnih, dolgoročnih, ljubečih partnerstev. Stella Luna, pozdravljena. Stella Luna in vsi ostali, ki imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s tem, kako spoznati zase idealnega partnerja, kaj ne naredite, kakršnekoli vzorce, odkot izvira, zakaj se vam ne more zgoditi in tako naprej, ste vabljeni, da danes tu v komentarjih tudi zapišete svoje vprašanje ali pa mi pišete na jerneja@idealni365.si. Danes ravno vam verjetno potem ne bom mogla odgovoriti, zaradi tega, ker ne bom živo spremljala mailov, ampak lahko vam pa odgovorim naslednjič zvečer ob 8, ko se bomo spet slišali tako na mojem uradnem Facebook portalu, kot tudi na OnaOn portalu. Evo, kaj nas danes čaka? Imamo spet 20 minut, jaz imam spet plonkce napisane, da ne bom šla slučajno kam čez in v bedarije. Kaj nas danes čaka? Spustili se bomo v globino najpomembnejših ključnih vprašanj, zato da tokrat pa zares, da ostane tole vaše zadnje poletje ali pa tisto poletje pred Božičem, pred novim Božičem ali pa božično družinsko večerjo, na katero boste končno šli ponosni z roko v roki s svojim idealnim partnerjem, ne? Tako bomo zdaj delali vse do piknika, spoznavnega piknika 16. junija in se bomo vsak četrtek, enkrat pravzaprav tik pred 16. Se bomo dobili v sredo, ker 14. takrat jaz ne bom mogla, tako da se bomo v sredo zvečer dobivali tukaj. Če imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s tem, kako v velikih množicah, ne vem, zaznati, detektirati, videti, spoznati, kdo so tisti, ki bi lahko bili večji interesenti za vas, tisti bolj potencialni, idealni, prosim, pišite, vprašajte, sploh ni noben problem. Kasneje pa vam seveda povem še to, kako lahko, če mislite, da vas je sreča zapustila, da vi pač nimate sreče, da se usoda obrača proti vam in tako naprej, ker ste logično poskusili že vse, ne, in za vas idealni logično ne obstaja, kako se vam lahko spremeni to in kako vam bom pomagala. Evo, danes, kako vam bom pomagala brezplačno in to na pikniku. Tisti, ki mogoče kaj spremljate, OnaOn to že tako in tako veste. Sicer pa, danes bi rada začela z enim rekom. Zadnjič sem vas opozorila na Seana Stevensona, fenomenalnega človeka. Zapišite v komentarju spodaj, če ste pogledali tisti video, ker sem vam dala link. Ker to je fenomenalna zgodba o uspehu, ki absolutno pokaže, da za čisto vsakega obstaja idealni partner, in jasno pokaže, kaj je treba narediti in kaj je en človek sposoben narediti in željan narediti za to, da najde človeka, ki ga bo na vsak način popolnoma sprejel, ob katerem se bo čutil ljubljenega, ob katerem bo si želel živeti še naslednji dan, pa še naslednji dan in ustvarjati prihodnost, življenje z velikim Ž in ljubezen z velikim L. Paulo Coelho, vsi ga poznamo, ali pa vsaj večino nas pozna, tisti, ki radi berete, pa ne radi berete preveč strokovno, ampak bolj take, bom rekla, zgodbice, ki pa imajo smisel, kot neke vrste basni, čeprav če je zdaj tukaj slovenist ali pa slavist, bo verjetno si žile rezal, kaj jaz govorim in kvasim, ampak jaz pač to tako gledam. Zdi se mi, da Paulo Coelho tako lepo, tako enostavno opiše bistvene izzive našega življenja, da enostavno bi to moralo biti domače branje. In Paulo Coelho, Alkimista, napisano, to je eden izmed najvidnejših njegovih del, verjetno njegovo življenjsko delo, pa je tudi knjiga stoletja ali tisočletja. In je rekel, ljubezen lahko najdete le, če ljubite. In od tu bi jaz rada začela danes. Ljubezen lahko najdemo le, če ljubimo. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav ljubezen zagotovo je iskanje idealnega partnerja, ampak ustvarjanje dolgoročnega partnerstva, ljubečega partnerstva, takega, ki sem ga prej opisala, pa je v prvi vrsti
to, kaj lahko jaz dam za to partnerstvo, za to, da si bova želela vsako jutro se zbuditi skupaj, preživeti čim več dni skupaj, iti skupaj na dopust, imeti skupne cilje, kaj lahko jaz prispevam v najino skupnost, najino dvojino, da nama bo lepše. To je prvo vprašanje. In se absolutno sklada s tem, kar je rekel Paulo Coelho, ljubezen lahko najdete le, če ljubite. Ker tisto, kar daješ, tisto dobiš. To je zakon privlačnosti, deluje vedno, ja, brez kakršnega koli vprašanja. In na to temo se bomo še konkretneje poglobili v soboto 23. junija na polovičnem skupinskem VIP dnevu. Če koga zanima, me lahko o tem vpraša, ker bo to pravzaprav bonus za en fenomenalen 3-mesečni program, ki si ga bo lahko čisto vsak privoščil. Prisežem, absolutno. Ampak o tem kdaj drugič. Torej, dajanje, šele potem sprejemanje oziroma zahteva po ljubezni. Ker tudi to je tisto, kar marsikdo pozabi, ne? Dostikrat se nam zgodi to, ženskam posebej, pa ne bom rekla samo ženskam, tudi moškim, da takrat, kadar iščemo na novo ljubezen, in jaz predvsem nagovarjam vse tiste zelo uspešne, tiste, ki vam je že marsikaj uspelo, ki ne samo verjamete, ampak vidite, da zakon privlačnosti deluje, da ko si zastavite cilj, veste, da boste prišli do tega in vam to ni problem. Ja, ampak tukaj na ljubezenskem področju pa vam ali šepa že celo življenje, ali pa ste dali skozi eno kar malo daljše ali pa kaj več relativno dolgih nekih zvez, ampak ste se znašli pri recimo okoli 40 letih na nekem razpotju, kjer ste samski in vas je začelo to žreti. Ne, take predvsem jaz nagovarjam, takim predvsem pomagam. Zakaj? Zato, ker se lahko postavim v vašo kožo, ker točno vem, kaj iščete. In hec je, da ker smo sploh ženske takrat, še hormonsko malo, ne, še hormoni nam začnejo delovati, češ, o moj bog, če ne bom zdaj imela otrok, jih ne bom nikoli, tiste, ki jih niste imeli do zdaj, kaj pa, če jih ne bom nikoli, imela sem celo eno stranko, ki je resnično, takrat sem šele videla, ker jaz nisem tisti tip, ki sem pač bi dala vse in jaz moram imeti otroka, če ne morem živeti. Ona pa je in šele pri tej stranki sem dejansko ugotovila, kako velika in močna bolečina je to, ko te začnejo hormoni tukaj metati. Poleg tega pa še ta blueprint iz otroštva ali pa kaj zvem odkot že, češ moje življenje bo uspešno in bom nekaj vredna, če bom do, 40. leta imela družino z otroci. Ne? In če se to ne zgodi, jaz vam povem, ni vredno živeti. Ne? To so vse take stvari, ki so globoko trpljenje zdaj lahko ustvarijo, če ali ne zamenjamo svojega razmišljanja okoli tega, ali pa ne naredimo nekaj, da resnično lahko to spremenimo. Ampak to je spet tema za kdaj drugič. Gre za to torej, da ravno zaradi tega, ker je v nas taka močna želja in ne vemo, kako pristopiti, da bomo spoznali zares tistega idealnega partnerja, ker vseeno smo pa toliko stari in toliko izbirčni in toliko smo že dali skozi, da kar vsakega pa tudi ne bomo sprejeli, ne? Je pa vseeno ta želja tista, ki nas pripelje tako daleč, da začnemo nižati standarde. O tem govorim večkrat. Kaj s tem mislim? S tem mislim, da potem začenjamo pozabljati na to. Zelo dobro se zavedamo, da je ljubezen dajanje in želimo zdravo zvonko, zdravo street zvonko, pozdravljen, da je ljubezen v prvi vrsti dajanje in bi radi dali vse in prej bom dala tebi hrano za pit in vse ostalo, se nima veze, če jaz imam, samo da ti imaš, samo da si ti v redu, samo da ti dam kamilčke na očesa, tako sem jaz mojemu dragemu dala, ko je imel nekaj vneta očesa, pa sem mu dala kamilčke, pa sem mu, ne vem, ga masirala, pa ne vem, kaj še vse. Logično, da vse to narediš, ker je to ljubezen. Ampak pozabimo pa dostikrat, in to je pa potem tisti manjko samospoštovanja in zaupanja, da tudi za vas obstaja idealni partner, ki si želi vse to vzajemno in brez kakršnega koli vprašanja in brez neke prisile, ampak enostavno to je v njem, ker ste vi tam, ker v vas vidi nekaj tako posebnega, vse to in še več tudi vam podariti, narediti in tako naprej. Tako da
To je pa potem tisto prejemanje, za katerega moramo biti tudi odprti, oziroma če mogoče na drugi strani še ne vedo, še mu ni čisto jasno, da je to tudi njegova naloga, ne samo da, zdaj se bom pa jaz nazaj, ne, in ti meni nosi čajčke, pa pivo, pa ne vem kaj še vse, pa me masiraj, meni pa tak nič ni treba, ker sva tako zaljubljena, super, ampak ne, tebi je tako fajn, da mene, ne vem, masiraš, meni pa nič ni treba narediti. Pozabite, ampak to je od nas odvisno. Ja, od vsakega posameznika je odvisno, da jasno pove, kakšna pa je njegova zahteva, oziroma kaj si pa on želi ali pa ona želi od te zveze. Zdaj sem šla sicer malo bolj široko, kot sem želela, kar se tega tiče, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da to razumete. Tako, zdaj pa torej na tisto, kar sem prej rekla, da se bomo spustili v globino najpomembnejših ključnih vprašanj za to, da resnično naredite tisti kvantni preskok, tisto, kar je nujno potrebno, zato da ga boste spoznali. In sicer, že zadnjič smo ugotovili, da se nič ne bo spremenilo, če se ne boste zares odločili, če se ne boste trdno odločili in rekli, da hočete spremembo in predvsem, da vam je to na prioritetni lestvici, na lestvici od 1 do 10, ne, če imate 10 prioritet, to na vrhu lestvice. Prva stvar, ki jo hočete in morate in boste naredili, pika amen. Zakaj? Ker če vam to ni prioriteta, tudi tako stranko sem že imela, ki si je sicer zelo želela, naredili sva vse, točno podrobno korake, vse razdelali in tako naprej, ampak potem je pa začela delati vse ostalo, zato ker ji pač je bilo bolj pomembno, da si uredi svoje življenje, kot pa to, da začne zdaj odpirati sebe in energetsko, se pravi in notranje strategije in zunanje strategije, ne samo da jih postavi, ker postavili sva jih, ampak jih začne izvajati, zato ker enostavno ni imela časa oziroma si ga ni hotela dati, ker je bilo nekaj drugega bolj pomembno. Zato vam pravim, če boste šli takrat, kadar vam po eni strani je, ker si želite, ampak nimate pa časa ali pa si ga ne vzamete, oziroma vidite, da je nekaj drugega bolj pomembno, boste šli polovičarsko k temu, se pravi k tej nalogi iskanja za vas idealnega partnerja. Moja želja je, ker vem, da za čisto vsakega obstaja, da ga najdete ali pa da jo najdete. Ja, to je moja želja, si želim za vsakega, da se vam to zgodi. Ampak mora biti pa tudi vaša. Ker če vaša ni, potem je brez veze. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je toliko lepše, ker je toliko boljše, ker na koncu koncev vsi si želimo imeti partnerje za dolgoročno partnerstvo. In dolgoročno partnerstvo, ne samo partnerstvo, v katerem boste osamljeni, ker skoraj da ni bilo osebe, s katero se ne bi pogovarjala o brezplačnem posvetu, ki mi ne bi povedala, da je imela že zvezo, v kateri se je počutila bolj osamljeno, kot pa takrat, ko je bila sama. Dobesedno ujeto, ker je morala biti tam, ker si je po eni strani želela biti tam, ker si je želela, da bi to vseeno uspelo, ampak na koncu se ni zgodilo nič. Ja? In takih partnerstev, ko ste samski, ne želite ustvarjati. Če pa boste polovičarsko pristopili do tega, pa boste točno to naredili. Ker ne boste odprti za tisto največ, kar hočete in želite, niste odprti za nič drugega v prvi vrsti in v drugi vrsti zaradi tega, ker ne boste naredili domače naloge za to, da bi vedeli in resnično spoznali in takoj prepoznali, kdo je tisti, ki je vam zares idealni, komu dati šanso in komu ne. Ker ja, to je izbira, pa naj se sliši še tako zelo grozno. Jaz s tem ne pravim, da si samo nekateri zaslužijo ljubezen. Slišite me, ko vam pravim, da čisto vsak ima na tem planetu, kjerkoli že, pa ponavadi je to kar blizu, zase idealnega partnerja, ki živi, diha in si ga tako neznansko želi spoznati, kot on njo ali pa ona njega. Vzajemno, 100%. Zakaj torej ne bi naredili tisto majčkeno več, da bi ga našli? In danes sem si pripravila 3 vprašanj, ki se jih je treba vprašati. Lepo se vas prosim, če gledate to v posnetku, zapišite si jih in si odgovorite. Zakaj je to pomembno? Ker prej, ko si boste to iskreno odgovorili, prej vam bo jasno, s kom ste kompatibilni, prej boste odpravili neke blokade oziroma prej boste sebe namagnetili za to, da boste resnično z idealnim z roko v roki šli ta božič na božično družinsko večerjo. Ker dajmo si biti realni,
zdaj smo skoraj 1. junija in skoraj da je zelo, zelo malo šanse, da če že niste aktivno v iskanju svojega idealnega partnerja, da ga to poletje verjetno še ne boste našli oziroma vsaj ne preživeli skupnega dopusta. Skoraj 100%. Ja? Prvo vprašanje, če bi v naslednjem letu lahko realizirala karkoli, torej govorim na finančnem, osebnem in poslovnem področju, kaj bi si želela, da bi se zgodilo. To se povezuje s tistim, kar sem prej govorila, prioritete. Erika, pozdravljena. Pozdravljena, Erika. Če imaš kakšno vprašanje, pa vsi ostali, ki ste se pravkar tudi pridružili, prosim, zapišite v komentarju spodaj, če gledate tole v posnetku, pa me tegajte Jerneja Krapše, prosim, naj bo moj poslovni profil, če se le da, ne zasebni, in vam bom potem odgovorila prihodnjič, ali pa tudi v komentarju. Torej, če bi v naslednjem letu lahko realizirala karkoli na finančnem, osebnem ali poslovnem področju, kaj bi si želela, da bi se zgodilo? Zakaj je to pomembno, sem prej že povedala. Če ni najvišja, absolutna prioriteta to, da si vi želite na osebnem področju spoznati zase idealnega partnerja, potem se vam vsaj to ne bo zgodilo zelo hitro, ker boste prepustili, ker ne boste fokusirani na to, in niti slučajno ne boste spoznali takega, ki bi bil za vas idealen, ampak boste izbrali nekoga, ki bo pač slučajno prišel mimo, vam bo slučajno simpatičen in potem se bo zgodilo in potem čez 3 mesece me zanima, kaj bo. 50-50 šansa, čisto možno, da ja, čisto možno pa tudi, da ne. Ja? Naslednje vprašanje, ki je zelo pomembno, kaj sem pripravljena za to, da ga najdem, tokrat narediti drugače in odebeljeno in podčrtano je drugače. Zakaj? Ker v brezplačnih posvetih mi tolikokrat razlagate in govorite in se pritožujete, da je problem v tem, da kar naprej se na vas lepijo isti, taki, ki jih nočete več. In to je zaradi tega, ker vedno greste v akcijo na isti način. Ja, ker pomeni, proizvajate enako energijo in se enako namagnetite za enako železo, bom rekla. Ja? Ko boste pa začeli svojo energijo proizvajati drugače in kaj to pomeni, vam bom lahko, če želite, povedala tudi na brezplačnih posvetih 16. junija na velikem spoznavnem pikniku v svojem kotičku. Ja? Zdaj ne bom zato izgubljala besed ali pa jemala časa, ker ni časa za to, ampak če ne boste ustvarjali drugačne energije, to pomeni, da se ne boste namagnetili drugače in ne boste mogli privleči v svoje življenje drugačnega tipa moških. Pika. Kako drugače? Prijavite se na brezplačni posvet in da vidimo, kaj ste do zdaj že počeli, pa vidimo, kakšen bi bil nov manifestacijski načrt. Zato, da ga res poznate, korak po koraku, kaj bi morali storiti drugače, da bi imeli drugačen rezultat, torej za res idealnega. In še eno vprašanje, definitivno pa je, kakšnega partnerja hočem? Podvprašanje, ki je mogoče še bolj pomembno kot to vprašanje, pa je, koliko je zame vredno, da ga najdem. Torej, kakšnega partnerja hočem in koliko je zame vredno to, da ga najdem. Ne v denarju, tudi v denarju, ampak ne samo v denarju. Predvsem govorite mi o svojih čustvih, o svojem čustvenem stanju, o svojem občutju, o svojih dnevih, o tem, kako se počutite, o tem, kako ste melanholični, kako vas nič več ne dvigne, kako si ničesar ne želite in tako naprej, zato ker ste tako osamljeni in ker ste izgubili vero v to, da sploh za vas obstaja še res življenje z velikim Ž, v katerem je ljubezen z velikim L. Ja? Tako da to so 3 vprašanja, če niste spremljali zdaj v živo zraven, pa če bi resnično radi naredili tisti kvantni preskok to poletje, dajte gledati do 16.6. vsaj vse tele live, ki bodo na on tudi, pa seveda tudi na moji Facebook strani Jerneja Krapše, in si pišite, odgovarjajte si na ta vprašanja. Ja, zato, da jaz delam z 1-na-1 individualnimi strankami in gremo to skozi, kjer dejansko odgovarjajo na ista vprašanja, ni treba vsa, ker pač tam že vidim, kakšna je oseba,
plačajo ljudje od 499 € na mesec in naprej. Ja? Tako da, toliko da veste. Naslednjič nadaljujem s vprašanji, kot sem že rekla. Je pa tako kot sem že rekla, zdaj vabim torej vse tiste, ki ste vam je zdaj porajalo kakršnokoli vprašanje, da mi pišete na jerneja@idealni365.si ali pa da pridete 16. na veliki spoznavni piknik v Mengešu. Tisti, ki mislite, brez veze, tam bodo sami neki brezvezneži in to ni zame. Mogoče je res po eni strani, ampak to je pač vaš problem, ker imate to v glavi. Če boste v glavi porihtali, bo čisto drugače, ampak ne gre za to. Gre za to, da če boste šli tja, če niste še nikoli šli na noben drug dogodek, potem bo to en tak kvantni preskok tudi za vas v vaši energiji. Nekaj boste naredili drugače, tako kot sem rekla že prej. Ne? In nekaj, če se še niste naredili, in to pomeni, da boste takoj spremenili energijo in se tudi namagnetili drugače in postali tudi odprti za drugačen tip moških. Zakon privlačnosti tako deluje, pa tudi če marsikaj drugega zraven treba vedeti, tako da to je samo ena stvar. Sicer pa, absolutno kdaj bi bilo boljše kot zdaj iskati zase idealnega partnerja, tudi na tem spoznavnem pikniku. Zakaj? Ker boste dobili tam ne samo veliko zabave, veliko možnosti druženja s tistimi, ki so prav tako samski in iščejo, si želijo verjetno zase idealnega partnerja, ampak boste tam našli še v bonus program za vse tiste, ki boste vzeli all-inclusive karte, še tudi individualna mentoriranja oziroma svetovanja. Zdaj moram pa pogledati imena, ker na pikniku recimo bo tudi Edvard Kadič, ki je strokovnjak za komunikacijo, in tudi on vam bo dajal tam brezplačne posvete, nasvete vrednosti 35 na osebo, na en posvet, pa potem Elena Sofija Seničar, energetska terapeutka, tudi ona vam bo odprla kanale, tudi ona bo tam na voljo, tudi pri njej po moje je kaj takega 50 €, kaj takega za en posvet, ki ga boste tam dobili brez, oziroma v vrednosti 24 €, v čemer dobite še vse ostalo. Poglejte v linku, ki sem vam ga prilepila zraven, da vidite, kaj vse dobite. Pa tudi jaz seveda, jaz pa sem pripravila eno prav posebno tako zanimivo stvar, reče se temu Idealni na poti, za več ljubezni, več življenja in manj osamljenosti. In na licu mesta bom pomagala vsem tistim, ki se boste prijavili, in prej, ko se boste prijavili, več možnosti imate, da pridete dejansko tudi na vrsto, ker za vse ne bo časa. Bom pomagala, da boste spoznali svoje skrite blokade, ali pa vsaj eno skrito blokado. To je tista, ki vas verjetno najbolj konkretno drži stran od vašega idealnega, tako kot kaki avtan, komarje stran, ne? In to zato, da boš resnično v svoje življenje končno, ker lahko, privlekla, spoznala zase idealnega partnerja, in to brez tistih preštevilnih, mukotrpnih, brezveznih spoznavanj s samimi istimi kar naprej. Jasno pa delam po metodi Idealni. Tako da, kdorkoli želi, se lahko prijavi. 16. junij bo kmalu tukaj. Prej, ko se boste prijavili, prej boste imeli možnost. Kot rečeno, vsi pa pač tudi ne boste mogli priti na vrsto. Tako da, če imate kakršnokoli nek vzgib ali pa kakršnokoli povezavo z mano, če sem vas vsaj malo dvignila, potem vam mogoče tam lahko pomagam še veliko, veliko bolj. No, to, kar jaz počnem, recimo, kar vam bom dala na voljo, je drugače pri meni, če je to plačljivo, ampak za vas je v bonusu približno 59 €. Tako da toliko vrednosti dobite samo od mene. Ja? Vsi tisti, ki pa ne boste prišli na vrsto, pa boste dobili zelo, zelo lepo spletno darilo, in sicer spletno darilo, ki, če ga boste izkoristili, boste naredili najboljši, neustavljivo privlačen profil na on, ker vidim, da v tem imate največje probleme, zato da boste resnično privlačili točno tiste in veliko, ali pa res take, kot ki jih želite spoznavati in vam bodo samo navdih. Ok, to je bilo za danes vse. Hvala vsem, ki ste bili tukaj. Moje ime je Jerneja Krapša, sem mentorica za ustvarjanje dolgotrajnih in ljubečih partnerstev, predvsem za spoznavanje. Ta del je tisti, kjer največ naredim. Drugače pa, dajmo se spomniti na to, kar je rekel Paulo Coelho, in naj nam odmeva v ušesih. Ljubezen lahko najdete le, če ljubite.